Pot nadaljujemo od Dolgega mosta proti Barju. V ospredju je ukinjen železniški prehod. In sedaj gremo proti Klobasarju. Namen predstavitve te poti je predvsem v tem, da iščemo varne poti, kjer ima prednost kolesar, pešec ali skupina in kjer se lahko zahteva, da je to servisna pot, namenjena predvsem aktivnostim ljudi na naravni pogon, na osebni pogon, se pravi, da se omejuje motorni promet, oziroma da so te ceste prvenstveno namenjene za dostop na parcele, ki ležijo ob cesti, za lastnike in najemnike teh parcel, ter seveda za rekreativno dejavnost. Do križišča, desno je priključek na Tržaško cesto, naravnost je smer proti Gmajnicam in naprej v Nanjegorice. Mi pa danes predstavljamo cesto v Legarico, tukaj je že tekač. Ta je zanimiva zato, ker se tukaj nahaja tudi lovski dom. Dom, ki je bil nekoč v upravljanju oziroma last lovske družine Vič, vendar je ta lovska družina razpadla zaradi posega človeka v Ljubljansko barje in je sedaj v upravljanju lovske družine Brezovica. Ta dom je tukaj. Primeren za piknike. Nadaljujemo pot, katera je prav te dni uredila Mestna občina Ljubljana, za kar se ji iskreno zahvaljujem in tudi čestitam in bom danes poslal tudi pisno zahvalo županu gospodu Zoranu Jankoviču. Na splošno lahko ugotavljamo, da ni več tako onesnaženo, toliko smeti in izkoriščam to priložnost ter vabim vse, ki gledate ta film, da pozorno nadzirate okolje, v katerem živite in kjer se gibljete, in da vse, kar ne sodi v okolje, čim prej sami pospravite. Če pa je tega preveč, da to čim prej sporočite na 112 ali na policijo, da oni napišejo zapisnik in ukrepajo tako, da se ta stvar odpravi in da bo tako urejeno, kot je tukaj okolje, bilo okolje vse povsod po Barju. Evo,
svežih smeti. Pripeljejo kamion odpadkov, gorljivih, naslednjič še kamion bakrenih kablov, ponavadi nakradenih, in še kakšne gume, in potem po noči kurijo in prodajajo bakar na odpadu. Tu bi morali praktično raziskati tiste, ki te surovine odkupujejo, in ugotoviti, kdo jim jih dostavlja in od kod je izvor. To je lep izlet za družine in na vsakem križišču se lahko odločimo, za kako dolgo nadaljevanje se bomo podali. No, tu je tudi star odpad plastike. Gotovo nekdo, ki se ukvarja z avtokleparstvom. Žalostno je to, da so vsi ti odpadki taki, da jih lahko sortiramo v mnoge ekološke otoke. In koristno vrnemo nazaj industriji. Cesta je lepo nagnjena, kar pomeni, da bo odtekala voda z ceste, in to pomeni garancijo, da bo dlje časa služila kvalitetno svojemu namenu. Sedaj pa smo prišli do ceste, ki vodi iz Ljubljane v Nanje Gorice, cesto v Gorice oziroma Novo pot, in nadaljujemo proti Nanje Goricam. Lahko pa se odločite tudi proti Ljubljani. Na znaku vidimo markacijo rumeno-zelena, kar pomeni, da je to Ašičeva pot. Ašičeva pot pa povezuje vse. In sedaj se odpravljamo naprej proti Nanjim Goricam. Predlagali smo že, da se na te poti postavijo prometni znaki divjad na cesti in pa pešci in kolesari na cesti, kar bi pomenilo, da ima prednost pešec in kolesar pred motornim vozilom. Tukaj je nadzornik. Preglednik ceste. Žuja. Ej, super ste uredili cesto. Čez Legarico, ja? Prav fino. Pa smo ti pobrali tudi veliko. Ja, to pa nismo mi. Nekje je še ostalo, tisti odbijači pa gume. To nismo mi pobirali, to je bila že ena čistilna akcija, že lansko let, pa so pa spet presice navlekle, ne? Ja. Da bi bilo treba eno kamero, pa ga zajeba za 10 leta resta, je temu mater. Ja. Se samo enih parih bi mogli, pa bilo za vse.